Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o omami v Tretjem rajhu. Preden pa gremo v video, pa bi se res zahvalil za 500 naročnikov in za vso vašo podporo. Sedaj pa pojdimo v omamo Tretjega rajha. Ste morda gledali tisto televizijsko nadaljevanko z naslovom Breaking Bad? Srednješolski učitelj kemije, ki boleha z rakom na pljučih, s svojim nekdanjim učencem proizvaja metamfetamin. Učinki metamfetamina so zelo intenzivni. Stimulacijo, budnost, nemir, pomanjkanje nadzora, pospešeno razmišljanje in občutek evforije. In prav te učinke hočejo imeti vsi nori voditelji, da njihovi vojaki napadajo in pobijajo vse sovražnike. Si predstavljate vojaka, ki mu ni treba jesti, ne potrebuje spanca in se bo lahko v vsaki krizni situaciji pravilno odločil. Vojaki dobesedno postanejo super vojaki oziroma terminatorji. V iskanju, kako narediti super vojaka, so Nemci zašli v svet psihoaktivnih substanc, kar je na koncu ironično privedlo do njihovega propada. Hitler in njegova vlada sta na začetku zelo nasprotovala kakršnimkoli zdravilom, ki bi spremenila Trdili so, da je to zgolj zastrupljanje telesa, kar bi privedlo do nečistosti Nemcev. Nacisti so bili tako proti temu, da bi se uporabljale psihoaktivne substance, da so celo ustanovili urad, ki je iskal narkomane in jih zapiral. Seveda pa so za največje odvisnike in ljudi, ki hočejo ljudi nadzirati, okrivili Jude. Jude so enačili s bacili in z patogenimi organizmi. Celo otroške knjige so nosile podobno sporočilo. V halucinogenih gobah so upodobili Žide. Židje so bili upodobljeni kot eno z psihoaktivnimi substancami. In prav s to propagando so nacisti hoteli doseči, da je treba Žide in drogo iztrebiti kot plevel. S to propagando so najverjetneje hoteli prikazati Žide kot strupene ljudi, ki slabo vplivajo na družbo in njen razvoj. Leta 1938 je farmacevtsko podjetje, ki je imelo sedež v Berlinu, ustvarilo zdravilo v upanju, da bi ukrotili zlorabo drog. To zdravilo bi lahko uporabnike drog razbremenilo simptomov, ki so jih imeli od kokaina, alkohola ali opijadov. Zdravilo se je imenovalo Pervitin, ki je bil v bistvu metamfetamin v tabletkah. V Nemčiji si ga takrat lahko dobil brez recepta. To zdravilo je povečalo budnost, produktivnost in zmanjšalo je apetit. Nemci so se zavedali, da če grejo v vojno za Evropo, bo njihov največji sovražnik proti tujim vojakom tudi spanec, utrujenost in lakota. Vojaški zdravnik Otto Friedrich Ranke je opazil veliko priljubljenost v tem zdravilu, tako v civilu kot tudi v redni vojski. Nekatere vojaške misije so od vojakov zahtevale, da ostanejo budni kar 3 dni in 3 noči naenkrat. Odločili so se, da je bolj pomembno, da vojak služi rajhu, kakor pa njegovo zdravje. Ranke je tudi izjavil: sprostitev na dan bitke lahko odloči bitko, ampak o tem, kako je Pervitin deloval na nemške vojake, bomo govorili drugič. Hitler je imel velike težave z prebavo. Prav zaradi tega je pri njegovemu osebnemu zdravniku Theo Morelu začel jemati hormonske injekcije in multivitamine, da bi si lajšal bolečino. Toda da bi Hitlerja ohranil svežega za vsakodnevna srečanja, je Morel začel hormonskim injekcijam dodajati zahrbtne substance. Sčasoma je odmerek imel v sebi več kot 80 različnih substanc. Leta 1943 se je Hitler srečal z Mussolinijem, da bi razpravljala o tem, kako bo Italija sčasoma prestopila na stran zaveznikov. Dan predtem je Hitlerjeva tesnoba in bolečina v trebuhu prestopila na novo raven. Običajne injekcije niso delovale, zato je Hitlerju dodal opijat, ki se imenuje oksikodon. Zdravnik je vedel, da lahko Führer postane močno zasvojen. Toda zdravnik je še vseeno raje tvegal. Hitler je bil na sestanku z Mussolinijem tako dobre volje zaradi droge, da Mussolini ni mogel priti do besede. Zato mu je Hitler kar sam predlagal, če potrebuje kaj dodatnih nemških enot v Italiji. 20. julija 1944 je skupina nemških zarotnikov v operaciji Valkyra neuspešno poskušala ubiti Hitlerja z bombo v Aktoki. Atentat je Hitlerja naredil skorajda gluhega, vendar ga nič ni bolelo. Šele potem, ko je droga v njegovem telesu popustila, ga je začelo boleti celo telo.
Ker so mu počeli bobniči, so ga odpeljali v nemško bolnišnico. V tistem času je bila najboljša lokalna anestezija kokain. Zato so mu v grlo in nos dali ogromne količine, da so mu omilili bolečine. Sedaj je bil Hitler odvisen že od pervitina, oksikodona in kokaina in ostalih zvarkov, ki jih je dr. Morel zvaril zanj. Hitler je sedaj vsak teden jemal 150 različnih tablet in pa od 8 do 10 injekcij na teden, kar je zelo uničilo njegovo telo. Njegova noga se je tako tresla, da je moral roko držati na nogi, da ni izgledal preveč sumljivo. Konec leta 1944 so angleški bombniki uničili sektor, kjer so proizvajali večino oksikodona. Hitler je bil sedaj v čistem psihičnem zlomu. Njegove dlesni so se sušile in njegova zobna sklenina je propadala. Večina njegovih zob je do konca vojne izpadla. Seveda pa so bili tudi možgani hudo poškodovani. Na koncu pa ga je udarila še Parkinsonova bolezen. Leta 1945, ko ugotovi, da je izgubil vojno in sanja o tisočletnem rajhu, je spoznal tudi, da je sedaj postal tisto, kar je nekoč preziral in obsojal. Hitler je postal navaden narkoman. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.